V soboto 15. decembra 2012 je v veliki dvorani poslovne stavbe Konus v Slovenskih Konjicah potekal lokalni razvojni forum z naslovom S kooperativami do lokalnega razvoja. Bomo počasi začeli z današnjim lokalnim razvojnim forumom z naslovom Kooperativami do lokalnega razvoja. Vse vas bi najlepše pozdravil tukaj danes v Slovenskih Konjicah. Še enkrat hvala lepa vsem, da ste se odločili današnji dogodek organizirati skupaj z nami. V nadaljevanju bi povabil, da nas najprej pozdravi gostitelj, župan občine Slovenske Konjice, Miran Gorinšek. Miran, izvolite. Spoštovani gospe in gospodje, prisrčno pozdravljeni v Slovenskih Konjicah, kjer se že na različne načine trudimo, da bi popravili spremembe v družbi ravno v tej smeri, zaradi katere ste se vi zbrali. Jaz sem želim uspešno delo, predvsem čim več dobrih idej naj se porodi in pri vseh tistih, ki boste izoblikovali kot dobre ideje, verjemite, da bo lokalna skupnost vedno zraven. Prijetno bivanje in uspešno delo. Pod častnim pokroviteljstvom Iva Vajgla, poslanca v Evropskem parlamentu, so ga organizirali Slovenski forum socialnega podjetništva, Društvo za trajnostni razvoj Dravinjske doline, ALDE, Občina Slovenske Konjice, Mladinski center Dravinjske doline, Turistično društvo Slovenske Konjice, Klub študentov Dravinjske doline, Klub dijakov Dravinjske doline, Društvo upokojencev Slovenske Konjice, Mladinski svet Občine Slovenske Konjice, Fundacija Prizma, Zavod Gostoljubnost slovenskih domov, Stanovanjska kooperativa Tovarna in Sončna zadruga. V uvodnem delu foruma je Tadej Slapnik v imenu inicialne skupine za ustanovitev kooperative Konjice predstavil pobudo za ustanovitev lokalne razvojne kooperative, ki bo zainteresiranim občankam in občanom Slovenskih Konjic omogočila aktivno in demokratično sodelovanje pri razvoju družbeno koristnih podjetniških aktivnosti na področjih lokalne pridelave in predelave hrane, razvoja turizma, lokalne energetske in stanovanjske samooskrbe in samozaposlovanja. K sodelovanju v kooperativi je povabil vse zainteresirane občanke in občane, lokalna društva, podjetja in organizacije in izpostavil, da je pomembno, da je k aktivnostim za vzpostavitev kooperative Konjice pristopila tudi Občina Slovenske Konjice, kar lahko bistveno pripomore k hitrosti razvoja kooperative. Primere dobrih praks kooperativ so v nadaljevanju foruma predstavili predavatelji iz Slovenije in Hrvaške. Forum je potekal v 4 sklopih, na katerih so predavatelji udeležencem predstavili različne tipe lokalnih razvojnih kooperativ: turistične, medgeneracijske, samooskrbne s hrano, energetske in stanovanjske. Udeleženci foruma so se strinjali, da si lahko občanke in občani z medsebojnim sodelovanjem v kooperativah zagotovijo priložnosti za nove zaposlitve, skrajšajo prehransko verigo od lokalnih pridelovalcev zdrave hrane do lokalnih potrošnikov, nadgradijo medgeneracijsko sodelovanje, razvijajo dostopne programe socialnega varstva, vzgoje in neformalnega izobraževanja, medsebojno pomoč med generacijami, izkoristijo lokalne potenciale za predelavo in uporabo lesne biomase, vzpostavijo ekološko sprejemljive in cenovno ugodne sisteme toplotnega ogrevanja, vzpostavijo lokalne sisteme za proizvodnjo električne energije z izkoriščanjem sončne energije, zagotovijo dostopna neprofitna najemna stanovanja in pospešijo razvoj ter priložnosti za zaposlovanje v lokalnem turizmu in podjetništvu. Udeleženci foruma so se strinjali, da Evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti 2012 predstavlja odlično priložnost za prepoznavanje in izmenjavo dobrih praks ter dvigovanje ozaveščenosti oblikovalcev politik in drugih deležnikov na vseh ravneh za spodbujanje aktivnega staranja in podporo večji vključenosti in solidarnosti med generacijami. Laura Krančan, direktorica Mladinskega centra Dravinjske doline, je zbranim predstavila načrte za vsebinsko in organizacijsko nadgradnjo zavoda tudi na področje dejavnosti medgeneracijskega centra. Večletno sodelovanje z Društvom upokojencev Slovenske Konjice je povod za še bolj trdno povezovanje in sodelovanje v medgeneracijskem centru, pritegniti je potrebno še srednjo generacijo občank in občanov. Pobudo je pozdravil tudi Vida Štefan iz Društva upokojencev Slovenske Konjice, ki je izpostavil, da poleg tega, da ima večina upokojencev nizke pokojnine,
je še večja težava prav osamljenost nekaterih posameznikov. Udeleženci so bili še posebej navdušeni nad predstavitvijo Rudija Jauha iz podjetja Profruit, ki je predstavil možnosti sodelovanja občank in občanov v nastajajoči kooperativi za pridelavo in predelavo aronije, ki jo v sodelovanju s Slovenskim forumom socialnega podjetništva ustanavljajo pridelovalci aronije. Njene zdravilne lastnosti, ustrezna geografska lega na Štajerskem in zagotovljen odkup je po odzivu lokalnih prebivalcev na forumu sodeč k pridelavi in predelavi aronije v kooperativi prepričal tudi veliko pridelovalcev iz Konjiškega in okolice. Tomaž Zver iz kooperative Sončna zadruga je predstavil, kako si lahko občani in občanke s članstvom v energetski kooperativi ceneje in hitreje na strehe svojih hiš namestijo solarne sisteme za proizvodnjo električne energije, zamenjajo peči na kurilno olje z energenti iz obnovljivih virov energije ali v primeru večstanovanjskega objekta postavijo skupne sisteme za ogrevanje na lesno biomaso. Predstavil je možnosti povezovanja lastnikov gozdov pri predelavi lesne biomase in izpostavil, da je soustanovitelj Sončne zadruge tudi Skupnost občin Slovenije, ki združuje večino slovenskih občin, ki v sodelovanju z energetsko zadrugo že izvajajo številne projekte vzpostavljanja energetskih samooskrbnih sistemov. Blaž Habjan iz stanovanjske kooperative Tovarna je v zaključku foruma predstavil možnosti zagotavljanja dostopnih najemnih stanovanj v stanovanjski kooperativi, ki so jo ustanovili po švicarskem vzoru. Udeleženci foruma so se strinjali, da upoštevaje pomanjkanje najemnih stanovanj po neprofitnih cenah, obstajajo realne potrebe za razvoj stanovanjske kooperative tudi v občini Slovenske Konjice, kjer bo v prihodnjem vzpostavljena tudi lokalna podružnica stanovanjske kooperative Tovarna.